Dobrodošli, to je Oddaja Zmorem. Bili smo na prireditvi Slovenski parašportnik leta 2019. Na Rogli je potekal tradicionalni kemp smučarjev invalidov. Rok Trkaj je skupaj s prijatelji posnel novo slovensko športno himno. Za slovenskimi športniki invalidi je še eno leto polno uspehov. Na prireditvi Parašportnik leta so najboljši med njimi prejeli priznanja. Med ekipami je bila lani najuspešnejša showdown reprezentanca, ki nastopa v namiznem tenisu za slepe in slabovidne. Peter Zidar, Sanja Kos, Tanja Oranič, Denis Repa in Miha Susman so na Evropskem prvenstvu na Sardiniji osvojili 3. mesto. Laskavi naslov Športnik leta pa je že 5. v svoji karieri osvojil Franček Gorazd Tiršek. Lovoriko si je prislužil s 3. mestom na svetovnem prvenstvu v Avstraliji. Odlični strelec, sicer lastnik 2 medalj s paralimpijskih iger, bo slovenske barve zastopal tudi v Tokiu. Vsekakor je to zelo prijeten občutek, kajti v tako močni konkurenci, kot vemo, se šport invalidov v Sloveniji zelo razvija in na velikih športnih področjih so prisotni športniki, ki osvajajo najboljše rezultate na svetu, in v taki konkurenci osvojiti ta laskavi naslov je zelo prijeten občutek. Med dekleti je naziv najboljše športnice osvojila smučarka Anja Drev, ki je v kombinaciji na olimpijskih igrah gluhih pristala tik pod zmagovalnim odrom. Prvo, ko so me poklicali gor na oder, sem bila samo wow, resno. Saj nisem pričakovala, da bodo moji rezultati dovolj za ta naziv, in lahko rečem samo, da sem zelo vesela in ponosna in da mi je to res dodatna motivacija za naprej. Posebno priznanje za najbolj perspektivnega mladega športnika pa je osvojil odlični plavalec Tim Žnidaršič Svenšek. Človek se pri tem počuti dobro, saj ve, da je bil za svoj trud nagrajen in pač ve, da se bo v prihodnje tudi trudil, čeprav mu na primer nekaj ne bo uspelo, bo vedel, da se mora za naslednjič več potruditi. Častni gost na letošnji prireditvi je bil dobitnik prve slovenske medalje na paralimpijskih igrah in vrsto let rekorder v metu diska Jože Okorn, ki je z veseljem pokramljal z njegovimi nasledniki v športnih arenah. Čestitam za današnje razglasitev in za uspeh in želim ti, da naslednja olimpijada je tvoja, paraolimpijada. Hvala, se bom potrudil. Tako. Imaš zgled tudi v Darku, Đuriću, tako da kar koražno naprej. Nikoli ne obupaj, Ja, jaz lahko rečem, da sem bila počaščena, saj z vsakim športnikom, ko se srečam, spoznam, po mojem ni boljša. Ja, z Jožetom se že res dolgo časa poznava, lahko rečem, da je tudi en mojih največjih svetovalcev, se kdaj na kavo usedeva in mi daje res kakšen dober nasvet. Skozi kariero je veliko dal, izkušenj ima ogromen, tudi kot funkcionar je ogromen naredil za šport invalidov v Sloveniji, tako da vsakemu častno. Gospod Okorn je živa legenda in še vedno pravi ambasador slovenskega parašporta, ki je nedavno svojo bogato življenjsko zgodbo strnil v knjigi 20 nageljnov in voziček. Ja, zagotovo ni za obupati. Seveda so tisti časi malo drugačni bili, precej drugačni kot danes, druge pogoje. Mogoče smo malo bolj skromno živeli, nič mogoče zanesljivo, bolj skromno živeli kot danes, in vsaka malenkost nas je nekako spodbujala za naprej. Že takrat sem jaz dobil nek navdih ali pa napotek od mojih starejših kolegov, in sem videl njih, zakaj pa ne bi še jaz. Tako da skozi to mojo športno pot in osebno pot, življenjsko pot, sem tudi spoznal do tega, da pa lahko tudi mlajšim, predvsem svežim poškodovancem, ne gre to samo za paraplegike, tudi ostale invalide, jih je treba spodbuditi z neke aktivnosti, dejavnosti. Seveda, pri meni je bilo to najpogostejše šport, Zdaj lahko rečem, da prav šport mi je pomagal, da sem se jaz pokazal v javnost. Tisti časi so bile pač takšne, kot sem jih že prej omenil. In tudi preko športom sem dobil neko samozavest. Dostikrat rečem, da sem se upal dekletu pogledati v oči. Stvaril sem se družino, tudi
lahko si še malo drugače aktiven, ne, na drugih področjih. Predvsem te pa to pripelje v veliko tudi v tako zelo potrebno, hvalevredno humanitarno dejavnost, ne. Da nisi tam kot invalid, nekaj zasmehovan, uboge, ne. In nimamo nič več, nič ovir nekje takih fizičnih, ampak največjih je v glavah, ne. Prenekateri obiskovalci Rogle so bili kar malce začudeni, ko so opazovali smučarje invalide, ki so se spretno in neustrašno spuščali po zasneženih pobočjih. Delovni terapevti poskušamo osebam po poškodbi, bolezni omogočati, da izvajajo aktivnosti, ki so jih pred boleznijo, poškodbo izvajali, ker je to smisel, ker je to del zdravja. Med njimi so bili tudi mnogi, ki so se smučarskega kempa udeležili prvič. Ja, v bistvu meni je tu prvič sem tukaj na tem kampu. Odločil sem se tako prek prijateljev in nasvet, da je dobra zabava, dobro je probati. Seveda so prvi zavoji vselej najtežji. Pa nekateri, ki so boljši, pa ki imajo recimo transfer že odprej od smučanja, lahko tudi v enem dnevu pridajo do tega, da neke samostojne zavoje naredijo na položnih terenih, medtem ko tisti z malo več težavami 2, 3, tudi 5 dni. Nikoli še nisem probala, pa zdaj sem je tako zelo enostaven, no zdaj sem dobila pa ful respekt do tega športa, ker ni enostaven. Ja, mi smo tukaj kot spremljevalci in v bistvu pomagamo na začetku pri samem presedanju na monoskije, pri pripravi, pol pa gremo skupaj s temi najprej, ki se učijo, pa pol pomoč, da gre na vlečnico, na sedežnico, pa dol iz nje, pri padcih pomagamo, da se poberejo nazaj in tako no, v bistvu. Ja, jaz bi rekla, da bi mogel vsak probati, no, če mu je bilo smučanje tudi prej ful všeč, se mi zdi, da je to odlična ideja, no. Sploh, kaj je tako vse organizirano, ful je pomoči, zraven smo od začetka dneva do konca, tako da odprti na vprašanja za pomoč, tako da mislim, da je v takem sklopu najlažje začeti, no, če bi razmišljali o tem. Užitki na snegu pa so odtehtali vse začetne izzive. Zelo težko zavijam drugačno, moraš res dobiti tisto ravnotežje, pa sredino uloviti, pa smučke prav obračati. Kot že nekaj let je imel tudi letošnji smučarski tabor mednarodni značaj. Pred 10 godina sam prvi put probao skijanje na snijegu i to sam baš bio na kampu u Sloveniji koji je tada bio na Kranjskoj gori i jednostavno se rodila ljubav između mene i planine. Začeli smo davnega leta 2009 v Kranjski gori na pobudo bivšega paraolimpica Gala Jakiča. Začetki so bili zanimivi, naporni in lahko rečem, da danes tukaj na 12. smučarskem kampu smo lahko ponosni, da smo preko 50 paraplegikov spravili na smuči in kar približno 15 je sedaj aktivnih in vemo vsi, naš Jernej Slivnik je zdaj paraolimpic, ki je bil na prvem kampu v Kranjski gori in to nam da neko veselje in novo energijo, da dobro delamo in da bomo tako naprej tudi nadaljevali. Lep pozdrav ljubitelice in ljubitelji športa ter oddaje Zmorem. Tokrat smo v izzivu obiskali Laro Nedeljkovič in pa Klemna Dremlja, naš paraplesavka Lara. Za vama je državno prvenstvo, zdaj pa torej tudi mediji obiščemo vajin trening. Kako potekajo priprave na tekmovanje, kako potekajo vajini treningi in kaj nekako me čaka danes? Ja, v bistvu midva se že zdaj naprej pridno pripravljava na naslednje tekme. 14. marca nas čaka državno prvenstvo v Letinu, potem pa že sledijo mednarodne tekme po tujini, tako da v bistvu zdaj že pridno delava za naprej. No.
Danes pa te čaka ena plesna točka še z mano, če me bo seveda tvoj soplesalec zmogel kaj naučiti. Kako je plesati z nekom drugim, ki ni tvoj plesni partner? Ja, drugače. V bistvu itak vsak se mora najprej naučiti neke osnove, tako kot sem se jaz rabila, tako kot se je Klemen rabil. Pol pa že steče, v bistvu treningi pa gre. Ampak itak, vsak ima svojega soplesalca, ko pač ne da. Torej, Klemen, kaj ste pripravili zame, kak izziv me čaka? Za začetek je ponovadi najboljši nek angleški valček. Vsi smo ga plesali na valeti, maturantskem plesu, tudi ti se mogoče spomniš teh korakov. Malo jih bomo prilagodili za ples na vozičku, pa mislim, da ti bo kar šlo. Zgledaš kar tako. Plesno nadarjeni? Tako, nekako. Super. Upam, da me ni Klemen precenil, pa kar gremo na delo. Lara, hvala za povabilo, seveda, zdaj pa samo še majhna ocena, pa ne biti prestroga. Odlično 10. Zelo dobro ti je šlo, tako da mislim, da si rojen za plesalca in vabljen v naš klub, ker plesalcev ni nikoli premalo. Hvala. Najmanj, kar imate radi, je, da se nekomu smilite ali pa da je ta feeling, veš, ne? In jaz mislim, da bodo ljudje začeli v Sloveniji gledati, to je moja vizija in sem tako verjamem v njo, da bodo začeli kot totalne borce pač gledati. In to se mi zdi, da je korak naprej, kar lahko s komadom pa s to misijo, razumeš, pač naredimo, ne? Takole je slovenski reper Rok Terkaj strnil občutke ob ustvarjanju himne, namenjene slovenskim parašportnikom. Gre za pesem, ki je udarna, predvsem pa v sebi nosi močno sporočilo. Ampak, kar je pa ostal ta core, se pravi koncept, ta tempo. Zakaj? Ker tempo je tista zadeva, ki imamo mi, ali je to tempo življenja, ali je to pač tekmovalen tempo, športni tempo. Hkrati je pa tudi tempo navijanja. Rok je inspiracijo za besedilo dobil skozi pogovore in druženje s 3 športniki invalidi. Pri nastajanju so sodelovali Lena Gabršček, Robi Bojanec in Matic Kržan. Kar sem slišal še od ljudi, je to, da večkrat, ki ga poslušaš, še nekako boljši ti je, ne? Jaz bi ga imel v avtu, pa ga poslušal tako. No, veš, ampak vprašanje, a bi ga imel res to, kar je Lena, se mi zdi tako, to smo rekli, veš, ti pred treningom, ki si, ali pa zjutraj, a veš, zjutraj, ki je ura, ne vem, 6. A veš ki si malo višel še malo nazaj, a veš, še za 15 minut, ne. Ne, v bistvu moraš samo tako narediti, ne vem, time feeling, pa kaj tudi pričakuješ, na primer od Terkaja kot izvajalca, pač da naredi, ne. In meni je bo ful pomemben, da tudi ta njegova kvaliteta repanja, da je in ritem in flow in sigurno. Prvi vtis je, da ti res sede v ušesu, da bi ga rad še poslušal, še in ti daje neko tako spodbudo, ki lahko pač imaš nek dober zagon za predtekmo, recimo.
Life in the hard, včasih ne zbiraš kart, še kolikrat bo mogel nazaj na štart. Ne, že tako je Robi rekel, tudi jaz nisem nobenih pričakovanj imela. Tisti pogovor je bil super, mi všeč. Res smo lahko povedali, kako je dejansko stanje, ter kaj je to slišal in mislim, da zelo dobro povzel v tejle himni. Ja, mislim, da je ta himna nasplošno že taka, da se bolj poglobiš vanjo, da jo razumeš, da veš, da je to za neko tekmo, da se jo boš predvajal, ko boš neki v bedu, no tako rečem, da boš slabe volje, pa se boš to predvajal, pa si boš rekel, gremo naprej, nisem si slabe volje, zmogel bom to, naredil bom to. In najbolj sem vesel, ko smo vzpostavili ta iskren prostor in da mi potem res ljudje povejo, kaj iskreno pač mislijo. To je meni več vreden kot vse ostalo in jaz sem danes počaščen, da sem lahko del tazga projekta. Ja, ta pesem je imela ful enih verzij, ampak na koncu smo se odločili v bistvu za neko energijo, motivacije, pa nekako tega ta pravega življenja, no. Da pač tempo gre dalje, ne. In to je pač life in daš ta tempo. Hvala vsem, ki boste spremljali, gledali, podpirali naše paralimpice v Tokiu leta 2020, tudi skozi to himno, kjer so z Damjanom, z Nipketom, z Erikom, z Šajom, z Triletom, kdo je še zraven, z Dojcem, Tamaro. Se pravi, cela ekipa, ki je odzadaj, vam želi vse dobro, čim več uspehov in da dvignete glavo, ne glede na vse, dvignete glavo, ne glede na vse, dvignete glavo. To je to. In gremo naprej, držite ta tempo. Športom sem se začel ukvarjati dokaj zgodaj. Oče je rad smučal in tako sem tudi začel predvsem z smučanjem v mladosti. V osnovni šoli sem potem presedlal na gimnastiko, kjer sem dosegal dokaj dobre rezultate. No, pa je prišla pa ta nesreča in ko sem ugotovil, da pač ne bo šlo več na noge, sem začel malo razmišljati, da nekaj bo treba delati. Če hočemo telo spraviti pogon, bo treba šport ali pa kaj druga narediti. In tako sem se povezal z društvom paraplegikov Jugozahodne Štajerske, kjer me je Janez upeljal v atletiko, v stvari pokazal, kaj lahko, kaj ne, da tudi najtežje gibalno ovirani lahko nekaj počnemo. Takoj se je rodila ljubezen do atletike in tako sem začel metati disk, kuglo in kopje. V bolnici, ko sem ležal, jaz se sicer tega ne spomnim, je sestra meni rekla enkrat, ko smo se pogovarjali, ni dolgo nazaj, mislim, da je par dni, je rekla, da sem v bolnici rekel jaz, da hočem iti na paraolimpijske igre. Pa sem pa razmišljal, če je to res ali ni. Je pa res, da sem en film gledal, kjer se je eden poškodoval in cel njegov potek življenja in me je tudi potegnilo to, zato sem tudi začel razmišljati. Sam, da bo pa to vrhunsko, da bo to pa del življenja mojega, si pa nisem znal predstavljati. Ja, da sem šel recimo na višji nivo, se je začel že kar na državnih prvenstvih. Ko je bil en moj konkurent, ko je tudi tekmoval že v enih in smo prišli v isto grupo in me je on pač premetal in jaz sem mu obljubil drugo leto, te pa bom. In jaz sem začel že potem malo delati, pa me je še drugo leto še spet ampak sem bil dosti bližje. Pa sem pa rekel, da naslednje leto ne bom več delal, če te ne bom. No, naslednje leto, pa v bistvu tretje leto sem ga pa že premetal, je pa on obupal, žal pač. Ampak ti rezultati so pa že bili tako blizu, da smo se pa tudi na zvezo obrnili in no, pa se je pa začelo vrhunsko trenirati in tudi bližje prihajati. Tu mislim, da je bilo ključno. No, jaz moram reči, da nekaj veliko nisem razmišljal takrat, ko sem se poškodoval, kam je bo življenje prineslo, ampak sem razmišljal sam, treba je nekaj narediti, ne moreš ležati, ne moreš to.
nekaj je treba. Ne. Tu je stala tudi družina v strani, moram reči, ne. Predvsem sestra, ker je tudi medicinska sestra, ampak roka je začela malo iti, pa malo, ampak pol te kar vleče, aha, je že boljše. Priješ tudi do točke, ko vidiš, da ne gre več, probaš pa nekaj drugega, ne. Tako da, ne vem, jaz mislim, da vsaj 5 do 6 let se je treba maksimalno truditi, da pač telo spraviš v nek nivo, pa tisto obdržati, ponovadi potem gre zelo počasi, da rabiš par let, da vidiš, da je mogoče kaj boljše, ne. Ne smeš razmišljati za nazaj, ker če za nazaj, to te pokoplje pol, ne. Ker stvari, ki jih lahko narediš, ki si jih lahko naredil prej, jih zdaj določene nemogoče, ne. Zato pa moraš naprej gledati in potem poštudirati, kako narediti isto stvar, ki si jo prej zdaj. Sem Henrik Plank, treniram atletiko in mečem disk. Gledalcem sporočam, naredite tisto, kar drugi niso. To je bilo vse v tokratni oddaji. Naslednjič bo v ospredju projekt Misija samozavest. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.